in ta športno navijanje. Hvala. Nogometaši Rudarja so svojo tekmo igrali doma proti Krki, še vedno so knapi brez danega gola. Na 3 tekmah, medtem ko tudi Krka ni v blesteči formi, še vedno se namreč borijo za obstanek v prvi ligi. Velenjčani so tekmo odprli nekoliko bolje, v 9. minuti že prva kombinacija, to je bil kot za Velenjčane, podaja pred vrata in na koncu strel Jeliča, ampak pravega zaključka ni bilo. Nova akcija knapov, tokrat priložnost za Trifkoviča, ki je imel ugodno pozicijo, ampak meril visoko čez gol. Prva akcija tudi za Novomeščane, podaja pred vrata, to je bila velika priložnost za Periča in izjemna obramba Džiniča, ki je pravočasno stekel v bloki in preprečil zaključni strel. Do konca prvega dela še 2 obetavni akciji, najprej je meril Firer, oddaleč obramba vratarja Mitrovića, ki je žogo poslal v kot, in še predložek Babiča. Džinič pa je meril z glavo in izjemna obramba Mitrovića, ki je žogo uspel izbiti v nov kot za Velenjčane. Drugi polčas je bil nekoliko bolj izenačen in tole je že prva akcija, meril je Babič, Mitrović je žogo odbil v kot, nova akcija za Rudar, streljal je Radujko, zadev je nogometaša Krke, gola tokrat ni bilo, potem pa priložnost gostov, strel proti vratom, ampak žoga je za las švignila mimo vratnice. Po slabi uri igre nova akcija za Velenjčane, žoga je za las zgrešila cilj. Nova lepa akcija tudi Novomeščanov, lepo si je žogo sprejel Fuček in meril, ampak tokrat mimo gola. Po predložku iz kota Damjana Trifkoviča pa je z glavo meril še Knezovič, tudi on ni bil najbolj natančen. Velenjčani so poskušali, ampak pravih priložnosti več ni bilo. Najprej Babič oddaleč meril mimo gola in potem še sodniški podaljšek, da bi Krka odnesla vse 3 točke, priložnost za Dolenjce. Do strela je prišel po kombinaciji na levi Marin Perič, takole je poskušal, ampak Rozman je bil pripravljen, tekma se je končala neodločeno, brez golov, 0-0. 4 tekme in Rudar še vedno nima gola, Krka pa še vedno v spodnjem delu lestvice. Neradi izgubljajo, radi doma zmagujemo. Mislim, da smo šli dobro v tekmo. Mislim, da smo v prvih 20 minutih, 25 minutih si ustvarili veliko priložnosti. Mislim, da smo imeli do 20 minute 7 kornerjev in imeli smo kontrolo nad igro, ampak z vsemi temi prilikami se je vnesla tudi nesigurnost v našo igro. Rad bi pa povedal, da smo puščali veliko odprtega prostora za Krko, tudi Krka je imela svoje priložnosti. In na tej tekmi sem imel občutek, kdo bi dal gol, bi dobil to tekmo. Mi vsekakor moramo biti zadovoljni, pa ne toliko s točko, pa kot v bistvu, da nismo izgubili tekme tukaj v Velenju za samozavest, za nadaljevanje prvenstva. Tekmo moram reči, da sicer smo bolj slabo odprli, potem smo nekako se vzpostavili neko težo v sredini igrišča. Imeli tudi nekaj priložnosti, sicer Velenje je imelo, moram priznati, več. Drugi polčas je bila pa odprta tekma, dejansko kdo bi zabil gol, bi zmagal. In Velenje je šlo na vse ali nič, mi smo imeli ogromno prostora, imeli tudi nekaj priložnosti in na koncu jaz mislim, da je zasluženo 0-0.